Največji dar. Šmarnice za otroke 2020. Napisala Marjeta Cerar. Četrti dan šmarnic. Pobiranje krompirja. Marija pomaga tudi v šoli. Polonin brat Max je pri angleščini dobil 2 cveka in učiteljica mu je polletje zaključila z negativno. Po pogovoru s starši je spoznal, da se bo moral zelo potruditi, če bo želel popraviti oceno. Začel se je učiti. Babica ga je ob tem spomnila, naj za pomoč prosi tudi Marijo. Na dan testa je s seboj vzel Marijino podobico. Pridobljeno znanje in Marijina podobica sta mu pomagala do uspeha. Prišla je sobota in čas, da na njivi poberemo krompir. To je delo, ki ga nimam ravno najraje. No, je pa tudi zabavno, ko z bratrancem in sestričnama tekmujemo, kdo bo našel največji krompir, najbolj čuden krompir, kdo v eni minuti pobere več krompirja. Vstali smo torej zgodaj zjutraj in se odpeljali na njivo. Nekateri z avtomobili, drugi s traktorjem. Začeli smo pobirati krompir, med seboj tekmovati, se smejati, tudi prerekati. Mami se je na nas malce jezila, ker smo zgodaj zjutraj župili in bili čisto razigrani. Babi pa je umirila. Pusti jih, ne vpijejo, saj nikogar ne motijo. Mami se je umirila, babi pa je začela nekaj mrmrati. Nekaj časa sem jo poslušala in opazovala, potem pa sem presenečeno ugotovila, da moli. Babi, ti med pobiranjem krompirja moliš? Sem jo vprašala. Da, je odgovorila. Kaj pa moliš? Rožni venec. Zakaj pa? Da se danes nikomur ne bi nič zgodilo, da bi vse leto jedli ta krompir in da bi bila letina naslednje leto ravno tako dobra kot letos. Hkrati pa se Mariji zahvaljujem, ker lahko danes to delamo, ker imamo hrano in ker smo vsi zdravi. In to delaš na njivi? Sem se začudila. Veš, draga moja navihanka, moliš lahko kjerkoli in kadarkoli. Ja, sem opazila, sem rekla in še naprej pobirala krompir. Popoldne, ko smo končali pobiranje krompirja, sem bila prijetno utrujena. Počivala sem na terasi, ko je k meni prišla babi. Polona, nekaj imam zate. Kaj pa? Sem jo vprašala. Rekla mi je, iztegni dlan. Ko sem iztegnila dlan, mi je babi vanjo položila rožni venec. Bil je tako lep. Rdeča barva kroglice je lesketala po popoldanskem soncu in bil mi je všeč. Rekla je, poklanjam ti ga in dobro ga uporabljaj, naj te spremlja vse življenje. Bila sem vesela, da mi je babi poklonila rožni venec. Stekla sem v sobo in ga shranila v nočno marico. Vsak večer ga vzamem v roke in z njim molim. Tudi ko gremo na počitnice, ga vzamem s seboj. Naloga. Starši se pogovori, kaj pomeni pregovor. Z molitvijo začni vsako dobro delo, da bo dober tek imelo. In tako tudi delaj.